Ojla, pozdravljeni, zopet sem tukaj z vami. Danes bom snemala eno zelo pogosto temo, in sicer elektronske naprave, internet in pasti ter težave, ki nam jih te stvari povzročajo. Ta video bom posnela spet, oziroma to temo bom snemala spet, čeprav sem že veliko snemala v mojih preteklih videih na tem YouTube kanalu Albert in Leonida Mrgole. Na spletni strani imate tudi webinar Otroci in telefon. V skupnosti staršev najstnikov je to najbolj, bi rekla, pereča tema, kako otroke spraviti dol s telefonom, kako jim zamejiti telefone, kaj narediti s temi pošastmi elektronskimi, ki nam iz dneva v dan bolj grenijo življenje, oziroma so zelo pogosteje tematika tistega stalnega pregovarjanja v naših družinah. Ta video bom v bistvu snemala od 0 do 100 in bo posnet v 2 delih. To se pravi, prvi del bom snemala majčkeno o tem, kaj to pomeni v bistvu za nas, ta zasvojenost s telefoni, ta pretirana uporaba, oziroma če rečem telefoni, mislim s tem vse telefone, tablice, internet, pač vse te elektronske naprave. Kaj v bistvu to pomeni za naša življenja, v bistvu za naš način vzgoje naših otrok in kakšen imamo mi v bistvu tudi kot odrasli odnos do elektronskih naprav, a vemo, koliko časa preživimo na telefonih mi, a ne, odrasli, a vedno uporabljamo elektronske naprave samo zato, ker so nam koristne, ker vemo, da nam ene stvari tudi koristijo, ali tudi mi porabimo preveč časa na teh malih pošastih. Ja, to so v bistvu ene take male škatle, ki so polne užitka, a ne, in nas vodijo stran od stika s sabo. Jaz jih kar enačim v bistvu z kakšnim štamprlom šnopsa ali pa drogo. To se pravi, imajo popolnoma enak učinek, zlezejo nam v možgane, vzamejo nam te notranje občutke, izgubimo stik s sabo, ne vemo več, kaj točno naše telo čuti, kako se mi počutimo, ampak se popolnoma predamo nekemu zunanjemu dejavniku, da upravlja s tem, kaj mi pravzaprav avtomatsko počnemo, in nam sproža neko kemijo, ki je zelo podobna zasvojenosti z drogami ali pa z alkoholom. Skratka, kot da v enem trenutku ne bi več znali misliti s svojimi lastnimi možgani, a ne, s svojo glavo, so rekli včasih. Ja, druga stvar, ki je v bistvu ena zelo, zelo velika past za mlade starše, je, da to napravo velikokrat uporabljate za umirjanje otroka. Ne vzeti tega kot obtožbo ali kot napad, jaz samo govorim o tem, kar opazujem okoli sebe. In glejte, ne dam roke v ogenj, da če bi bila jaz zdajle mlada mamica, da se mi kdaj ne bi zgodilo, da bi, a ne, uporabila kakšno tak način, a ne, kako umiriti otroka. Sem pa absolutno proti temu, tako kot vsi mi, in vam bom tudi zdajle malo razložila, kaj s tem povzročimo, ko otroku, ki je star recimo 2 leti ali manj, že dajemo v roke te elektronske naprave. Par mesecev nazaj sva bila v enem hotelu in sva opazovala očka, ki je prišel na zajtrk s svojim otrokom, ki je star, mislim, da tam okrog 2 leti. Čakala sta, da jima mamica prinese zajtrk, očka je dal otroku telefon, da je pač se zamotil in gor gledal risanko. In kasneje so tudi tako jedli, da je on pač gledal v ekran, starša sta mu pa v usta nosila hrano. Ja, kaj želim povedati tukaj?
ena stvar, ki jo želim povedati, je, da ko otroka hranimo na tak način, v bistvu povzročimo to, da on ne doživlja hrane, da ne doživlja svojega telesa, kako grize, kako pogoltne hrano, da ne doživlja barv hrane, da ne doživlja strukture hrane, da ne opazuje nas, kako jemo, kako držimo žlico, kako se prehranjujemo, kaj naredimo, ko nam pade kaj pač na tla, v naročje, kaj naredimo, če se kaj polije, kako doživljamo hrano z mimiko, a ne, s tem, ker pač lahko otrok samo vidi. Tega ne moramo nobenemu povedati. Poleg tega v okolju, kot je recimo restavracija ali hotel, otroku tudi odvzamemo možnost, da bi opazoval druge ljudi in da bi se lahko z nami, da bi poslušal pogovor med nami in videl, a ne, kakšne, pač da krojimo za mizo tudi neke odnose. Potem par dni kasneje sva bila v restavraciji in sva videla 5-člansko družino, 2 otroka sta bila že starejša, mlajši tudi tam okrog 2 leti, mislim, da še manj. In pač, ko so oni naročali hrano, je tam malo začel jokati, pa sitnariti, pa tako, pač nič ni bilo groznega, pač nekaj je se pritoževal. In pač tako je dobil v roko, na mizico od stolčka telefon z neko stvarjo gor, nisem videla, kaj gleda. Takole se je zdrznil, ko je dobil to napravico, se zagledal in oni so imeli mir celo kosilo. Umirjanje otroka na tak način je lahko zelo nevarno. Vam bom povedala, zakaj, in ta del velja tudi pri najstnikih, ker najstniki tudi zelo velikokrat, kadar jim kaj ni prav, zbežijo na elektronske naprave, a ne. Otrok se mora soočati z neprijetnimi občutki in mi smo v bistvu odgovorni za to, da ga naučimo, kako te neprijetne občutke premagati. In da ga naučimo, da so te neprijetni občutki okej. Zaradi tega, ker ko bo on odraščal, ko bo starejši, ko bo šel v službo, on se bo iz trenutka v trenutek srečeval s temi neprijetnimi občutki. In takrat ne bo mogel nikamor zbežati v risanko, v igrico, ker bo mogoče v službi, ker bo med ljudmi, ker, a ne? Ker pač ni tako preprosto zbežati, kadar smo v takih situacijah. To pomeni, če mi otroka že od majhnega navajamo, da mu odvzamemo ta občutek v telesu z neko umetno stvarjo, mu v bistvu odvzamemo možnost, da se on uči preživeti. Ker življenje pač ni vedno lahko. Tako da to, a ne, da otroke umirjamo s telefonom, da jih nagrajujemo s telefonom ali pa kaznujemo, ni okej. Ni okej. Ker otrok se dejansko ne opazuje, ne razvija radovednosti in še ena zelo pomembna stvar, ki jo pa tudi zelo veliko učitelji nama govorijo v osnovnih šolah, da otroci zelo malo govorijo in da nimajo besednega zaklada. Kaj to pomeni? To pomeni, da mogoče potrebujejo več poslušati, kako se mi pogovarjamo, da potrebujejo več govoriti z nami, da potrebujejo več opazovati svet okrog sebe, recimo v avtu, ko se vozite, a ne, z otrokom majhnim. Glejte, ugasnite vse stvari in ga učite, da gleda skozi okno in mu rečete: poglej, koliko lep gozd, poglej oblake, a vidiš, kako se hribi vidijo, poglej, ko se tam krave pasejo, kateri avto se pa pred nami pelje, a ga poznaš. Skratka, razvijajte otrokom radovednost, razvijajte otrokom neko veselje do svojih lastnih občutkov v telesu. In kdo povzroča te občutke? Te občutke ne povzroča zunanja okolica, povzročajo jih naši čuti, to se pravi vid, sluh, voh, otip in tudi
Šesti čut so včasih temu rekli, in to je notranji občutek. In notranji občutek ni nek šesti vesoljski čut, ki ga eni imajo, drugi ga pa nimajo. Notranji občutek je nekaj, kar mi razvijamo s pomočjo ostalih čutov, ki jih imamo. Tako da, prosim, stran, mali otroci in telefoni, to ne gre skupaj. Zdaj pa še ena druga zgodba. Voziček in elektronske naprave. To se vam bo zdelo mogoče smešno, ampak res ni smešno. Ko sem jaz bila mamica majhnih otrok, oziroma ko sva midva z Albertom bila starša majhnih otrok, je bila zelo pereča tema, a mora otrok biti obrnjen proti staršemu vozičku ali stran od staršev. In milijon je bilo enih člankov, ki so bili napisani za in proti eni in drugi stvari. Tako da pač smo bili kar malo zmedeni, tako kot ste vi zmedeni danes, ko je polno nekih teorij. In jaz sem se odločila, da pač ne bom teh teorij sploh upoštevala, ampak da bom gledala otroka. In potem, kako se moj otrok počuti, sem jaz tudi počasi prepoznala, kdaj on je rad obrnen k meni, kdaj pa je bolj, da ga obrnem tako, da gleda v svet, a ne da gleda stran od mene. Zdaj pa opazujem starše, ki imate zelo velikokrat, prvič, eni zelo predolgo vozite otroke v vozičkih, ki znajo že orang hoditi in tako, ampak o tem ne bom danes govorila. Druga stvar pa je, da imate otroka v vozičku, obrnenega proti sebi, potem ste pa vi na telefonu in gledate v ekran. Otrok vas pa gleda. To pomeni, da dobi nek model, da pač telefona ne odložiš kar tako zlahka. To je ena stvar. Druga stvar pa je ta, da ko imate vi otroka nasproti sebe in ga niste prisotni, to se pravi, niste čustveno prisotni, ne govorim fizično, čustveno prisotni z otrokom, takrat otrok dobi občutek, da je odrezan, da je odklopljen, da je izštekan, če hočete. In ta občutek povzroča nenormalno noro, težek občutek osamljenosti. Sam sem, ne pripadam, nikamor ne pripadam. In to je občutek, zaradi katerega odrasli hodimo na psihoterapijo. To se pravi, odrasli ga ne znamo sami pozdraviti, ga ne znamo sami uravnotežiti. Kako mislite, da to lahko naredi en majhen otrok v vozičku? Skratka, prosim, ko imate otroka v vozičku, ko vas otrok gleda, ko ga imate za mizo v restavraciji nasproti sebe, očesni stik, dotik, to, da se vidimo, da smo prisotni, da se poslušamo, da opazujemo, kaj se okrog nas dogaja, da pokažemo otroku stvari in razvijamo radovednost. To je tisto, kar je za otrokov razvoj nekaj najbolj pomembnega na tem svetu. In otrok, ki ima občutek, da je od nas odrezan, on si ne more pomagati sam. On rabi občutek, da je viden, da je slišan, da je navezan, da paše k nam, da pripada k nam. Tako da to, kdaj je primerno otroku dati telefon, o tem ne bom razvijala debate, ker še vedno boste imeli vsak svojo teorijo in vsak svoj način, ampak ena stvar, ki pa vem, da je zelo, zelo, zelo pomembna, pa je, da vedno določite pravila uporabe teh aparatov vnaprej. Tudi, če je otrok majhen, pa mu daste doma zvečer pred spanjem risanko zagledati, da rečete ena risanka. Zato, da on se uči, da so to stvari, ki jih uporabljamo tako, da so omejene. A veste, ko sem bila jaz majhna, takrat ni bilo še telefonov, ampak bil je pa alkohol. In spomnim se, ko smo šli na obiske in je pač sta oči pa mami pač spila s prijatelji aperitiv. In meni je bilo to tako,
wow, a ne, tako v takih majhnih kozarčkih, ponavadi je to bil viski ali pa pač kakšen Jägermeister ali pa kaj takega, še lepe barve in jaz sem tako, a lahko jaz to probam? In veste, kakšen je bil odgovor? Ja, lahko, ko boš dovolj stara. Kdaj pa bom dovolj stara? Ko se bova midva z mami tako odločila. To mi je rekel oči. In ni bilo debate. In tako je bilo. A ne? In potem, ko sem bila ne vem koliko stara, mi je dovolil, da sem prst pomočila not pa obliznila recimo in tako naprej. Ampak to so bile meje, ki so bile jasne. In vsakič, ko otroka vidite na telefonu, si predstavljajte, da ste mu dali en štamprle šnopsa in boste lažje rekli ne, premajhen si. Ni še čas za to. Evo, to je prvi del tega videa. Hvala, ker ste z mano, ker skupaj z mano delate lepši svet. Hvala, ker se boste naročili na ta kanal. Hvala, ker naju spremljate na najinih socialnih omrežjih, na Facebooku, vezal.si, štekani najstniki in starši, ki štekajo, na Instagramu vezal.si in hvala, ker naju podpirate s svojimi komentarji. Jih bom vesela. Čau! Aja, vabim vas k ogledu drugega dela videa. Zelo pomembno. Čau!